Joj. Imaš to? Malo lahko prosim ti začneš. Mislim, jaz sem zaspana, to zbujanje, srednoči. Ok, ampak meni tudi ne zaspi pred 22:30. Kaj pa, če bi ti? Dam za kavo. Ok. Nič, sva Uršula in Maja, dve mami. Mamici? Mladi mamici. No. In druga pri drugi vse čas preverjava, kaj je to normalno? Večinoma ni, ampak tudi je. Skupaj starši, brez moraliziranja, govoriva o starševstvu. V prvi epizodi o plusku in plotku. Ali pa za vse normalne, o nosečnosti. Šala za starše je vlažilni robček, ki obriše driske in druge stiske. In vlažilne robčke ima ves čas pri sebi tudi večerodka Eva Ostrouška. Čau Eva, ful dobro, da si najina prva gostja. Ja, se veselim, ful. Prosim, predstavi se. Jaz sem mamica, vplivnica, predvsem me zanima področje spolnosti. Pred kratkim sem celo, ne boste verjeli, magistrirala. To ni za čestitke. Ja. Moja mama je rekla, to je večji uspeh, kot karkoli drugega, zraven otrok, ne. Tako da, rada potujem, uživam v življenju, imam rada sprehode. Zdaj sem kupila po novem kolo, tako da rada kolesarim. Večina ljudi po tem in tem letu, začne kolesariti oziroma se ukvarjati z nekim športom. Tako da da kratko omeni, no. Po tem in tem letu, letnica rojstva. Moja letnica. A to se vpraša? Seveda. 88. Mlada mamica. Mlada mamica. Eva, nosečnost je prva tema našega podcasta. Gremo kar takoj k bistvu. Kako se spominjaš svoje prve? Oziroma, kako se spominjaš tistih 2 črtic? Prve črtice je bila taka zelo težko pričakovana na nek način. Pač mi dva sva želela imeti prvega otroka, sva planirala to, ampak življenje ni planiralo. Ni bilo na istem. Življenje ni imelo istega načrta kot mi dva. Pač takrat se je malo tako, moja nona je umrla, pa tisto obdobje je bila kar tako težko in kar dolgo časa nisem videla tistega pluska. Pol pa sem rekla, jaz zdaj ne bom več se ukvarjala s tem. Jaz, če bom zanosila in ne bom več delala teh testov in to in bom zdaj uživala, še poletje je bilo, zdaj morava uživati ta čas, ki je nam namenjen in ne bom se zdaj to jaz sekirala. In pol na jesen je prišel ta plusek. Tako da v prvo sem bila prav ful vesela, vendar tisti dan je bil prav tak čaroben. Zjutraj sem vstala, sem rekla, zdaj naredim test, šla na WC in potem sem prišla, sem naredila test. In je bilo ful je bilo dobro. Saj pa sem naredila še 2, ker nisem bila prav višna. Mislim, da je to izkušnja večine žensk. Ja, ker ne veš v prvo ali res ali ne. Torej, prve misli, ko si zagledala te črtice, uspelo. Ja, uspelo, končno. Nek način, kot da zdaj se je splačal ves ta trud, čeprav se v bistvu neč ne ta se ne trudiš na nek način, ne veš tako. Pač vse v nas spolnost je v bistvu nek užitek, ni da zdaj ti neki aktivno delaš, ne vem, študiraš, kopaš jarke, ne. V bistvu, ampak pol na koncu je kot da nekaj dosežeš, kar je v bistvu nedosegljivo na nek način, ne ta. Ker ni nobenega zagotovila, ne, da, mislim, tukaj tudi se lahko na neki način vplivaš, ampak. Ja, ker pol tudi jaz sem klicala takoj ginekologinjo drugi dan in poje rekla, pridite čez 6 tednov. Pa tako, kako čez 6 tednov? Mislim, to ni normalno. Čez 6 tednov, tako se tam bom čakala in zdaj, če to ni tu. Pač tako, vem, da takrat sem tako čakala, oni prvi pregled, mi je bilo prav agonija, ker se jaz sem tela takoj preveriti, da je zdaj to res in da se točno to dogaja, ne. Če izhajava iz svoje izkušnje, ne, Maja, na kaj si ti pomislila, kaj si počela, kakšne misli so te spreletavale takrat? Če se spomnim svojega pluska, jaz sem tudi več testov potem naredila, da sem potrdila, da je to dejansko res. Ampak jaz sem takoj v mislih preletela minuli mesec, ker si, ko vpišeš v aplikacijo, kar naenkrat noseča najmanj 4 tedne. Kako? In potem se sprašuješ, koliko pršuta si pojedel in koliko kozarcev vina si spil, da nisi kaj ogrozil ploda. Ti, Eva, kaj si ti? Jaz sploh nisem štekala tega. Jaz sem samo alkohol imela v glavi. Jaz tega pršuta in tega sploh nisem razumela takrat. In vem, da pol, kad ti naredijo to toksoplazmozo, jaz sem bila pač v bistvu negativna, ne. To pomeni, da nisem še prebolela, ne. In pole, smo imeli doma mačko in zdaj, kako bom jaz živela s to mačko, ne. Pol nisem več ne božala, ne čistila peskovnika njenega, ne nič, pa vse
vse sem se pač ful držala in še takrat je bilo lih novo leto, ker je bilo ful tatarskega. Vem, da ti si tatarski, sem tako sanjala, mislim, ti tatarski in v drugo sem bila spet noseča in spet sem bila negativna in spet nisem smela tista tatarskega, litko za decembr in ovo ne, grozno. Toksoplazmoza, potem listerioza, ki je surovo meso in ribe in ostalo, ampak z mačkami je tako, če ne lovi miši, če ni zunanja mačka, toksoplazmoze nima in ne prenaša. A je zunanje? Moja notranja. Ja, to je drugače. Ne, jaz se spomnim svoje zgodovine brskanja, ne, v skritem načinu, da me ne bi kdo kje ujel, oglaševalci predvsem. Vse, ne, od mozzarele, a je to pasterizirano, potem seveda biftek, kamilice, uživanje medu, polno nekih prepovedi se naenkrat pojavi, ne, in nekih strahov in skrb za plod, neka posoda za plod postaneš. Postaneš, jaz sem pustila, da nimo fitness, da ne bi slučajno preveč telovadila, da ne bi kakorkoli ogrozila. A si ti tudi kaj googlala? Jaz sem googlala, največji strah mi je bil, ko sem bila v bistvu 5 mesecev v drugo noseča na morju, na dopustu in so bili še eni prijatelji in so začeli debato o covidu in takrat sem po noči na dopustu googlala in sem bila 3 dni prav prestrašena, se veš, na morju si na odprtem, ni zdaj nekega dejavnikov tveganja. Ja, zelo nerealen strah, ampak jaz sem res tako googlala, ker pol tudi rodila sem v največjem tem zaprtju, ne, v bistvu je bil ta 3. ali kjer je lockdown, ker je bilo takrat največ okuženih, pa hvala Bogu je šlo vse super. Tisti strah mi je bil najbolj grozen, zato ker je tako je bilo že najbolj prisoten tudi v družbi, ne, vsi so ves čas govorili samo o tem, ker jaz drugače sem pa ful malo googlala. Veš, nisem želela, da bi, jaz imam tako filozofijo imela, da kadar sem noseča, moram čim bolj pozitivne zgodbe slišati in čim bolj, in sem res se izogibala vseh teh blogov in čim manj brskala, samo kar mi je rekla moja ginekologinja, pa mi imamo doma ful patronaž v naši družini. Ja, in sem pa se pač tako bolj na te stike s prijateljicami, sem iskala tle bolj neke informacije, nisem pa hotela iti na internet, ker vem, da je internet prata hitro ta globoka jama, tu sem pač takrat s tem covidom, tisto me je res ful prestrašilo. Pa sem pa videla, da v bistvu sem prebrala vse te zbornice, smernice ginekologov in sem videla, da bo šlo vse skozi. Srečno. Na sveti seveda pridejo zraven, ne? In ta neka čudna vsiljivost ljudi, ki se naenkrat začnejo ukvarjati tudi celo s tvojo intimo, s čisto zasebnimi vprašanji, tipa, kaj pa bo, nizko leži trebušček, to bo pa fantek, kaj pričakujeta, kdaj pričakujeta, bradavice si mažeš? Kaj pa strije? Zadaj moraš namazati hrbet, tu so strije. A so se kaj vtikovali? To ampak mene so najbolj bile, ko so začeli deliti te strašne zgodbe porodov drugih. To bi mene bilo zmeraj tako grozno. In jaz sem se šele v drugem res ozavestila in rekla, ne morem poslušati, nočem poslušati in sem šla proč. Koliko časa sem rabila, da sem rekla ne tem debatam, ker to je kot magnet, ne? V bistvu ti, tudi če si suverena nosečka, nek strah nosiš, ker bo to neka nova izkušnja in nosiš neko tako nelagodje in pol privlačiš tudi te vse debate in jaz nisem hotla in pol sem se komaj v drugo naučila. V prvo sem tako še malo trpela vse te zgodbe. Te strašne zgodbe, ne, ker ti ne veš, kaj se ti bo zgodilo in si misliš, da se ti bo tebi pol to zgodilo, ne. Ja, kada bi priklical nas, neko negativno, ti pa hočeš v bistvu samo z neko pozitivo do predvidenega datuma poroda. Kako poslušati sebe, seveda, in ne drugih? Si kdaj morala koga tudi na nek tak morda grd način ustaviti, da ti ni delil teh svojih nasvetov? Jaz pravim, nisem dober naslov, ker sem ful časa rabila, da sem naredila mejo glede tega, ampak v prvo smisel mi je bolj ratalo na tak način, ker sem bila tako malo flegma, ful sem bila naivna v prvi nosečnosti. V prvi nosečnosti, jaz sem mislila, da to zdaj je to in tudi tako nasplošno sem, pol v drugim je bilo dosti bolj strah same nosečnosti, sem tudi več teh zgodb priklicala in pol tudi so bile tako malo slabi izvidi in me je prav res zasekiralo. In v tistem trenutku sem rekla, zdaj tle bomo naredili črto
Zato, ker če gremo naprej, moramo uživati vsak dan, tako ko je, tukaj nam je namenjen in ti si tista, ki delaš svoj film. In potem sem govorila z eno mojo prijateljico, ki je tudi psihoterapeutka, pa je rekla, ti naredi si kolaž filmčko tvojega prvega otroka in za vsak večer pogledala 20-minutni video od poroda do zdaj, vse one lepe slike in se dala v ta mood, da zdaj smo happy, healthy, sexy people. In potem sem si jaz to predvajala in se spravljala vsak dan pač v dober mood. In potem se je vse izboljšalo, tudi zdravstveno stanje prišlo, vse je bilo, pa je bilo vse BP. Se pravi, res je oglaševalec. Prodajaš ta imič tega, ne, srečke, nosečke, kar nam v bistvu nekako tudi vsiljujejo, ampak če to počneš sam seboj, je drugače, kot pa če ti prodajo jogo za nosečnice, pa najboljše mazila iz makadamije in ne vem česa še vsega, ne. Je drugače, če to ozavestiš. Ampak Eva, če se vrnemo k prvemu tromesečju. Potrditveni pregled je tam nekje okrog 10. tedna. Plodu takrat že bije srce, pregled nuhalne svetline je okoli 12. tedna. Takrat je možnost, da bi šlo kaj narobe, vedno manjša. Si tudi sama čakala do teh pregledov, da si recimo družini, širši družini, prijateljem, znancem povedala za nosečnost, ali si to storila že prej? Kako si se odločila? Kako se odločati? Ja, jaz sem šla zelo tradicionalistično in sem počakala 3 mesece, sem počakala to nuhalno ta pregled in sem pol povedala, ma tudi nisem šla iz tega vidika, da bi šlo kaj narobe, čeprav bi lahko šlo, ampak sem hotela, da bi bilo to nekaj med nama, veš, da bi bila neka skrivnost, ker samo mi dva veva, da ni treba, da zdaj še povemo, ker pol je toliko vprašanj. Čeprav moja mama je zatrokirala, moja mama je 2 dni ni govorila z mano, ker ni štekala, da sem noseča. Tako da lahko je tudi tako, da človek ne govori. Kako si pa to sporočila, da ni razumela ali ni ozavestila? Ni ozavestila. Sporočili smo tako, da smo kao na šalce, to je bilo tam okrog božičnega časa, na šalce smo napisali nona, nono, stric, teta, veš, in pa smo ji dali kot darilo, ne, in so štekali, šlahta od mojega moža, ni razumela, 1 ura in potem, ja, sem noseča. Ja, ma to je zdaj, niso povezali. Tako da ne priporočam takih. Povejte, sem noseča. Ja, jaz sem tudi imela podobno izkušnjo, da sem... Ja, niso razumeli. Jaz sem pa take borovničke na mizo postavila moji in partnerjevi družini, vsakemu borovničko in so potem rekli, glej, kako lepo borovničke. In potem sem jaz povedala, da imam eno malo borovničko v sebi in so bili vsi tako, kaj? Jedna borovnica. Tako da ja, verjetno je najboljše, da si, kako se reče, straightforward, da si kar neposreden. Ja. Jaz sem to kar sporočila, babyja dobim. In kar ustrajam pri tem, dobiva babyja in slikica babyja in to je zdaj tukaj noter. Ampak jaz pa nisem čakala do nuhalne, sem povedala prej. Ker so najbližji in mislim, da potem mogoče v drugo je bilo kaj drugače. Ja, v drugo sem prej povedala, tudi se me ful poznalo hitro in sem bila ful slaba, tako da sem ful prej povedala, samo smo jih tako malo počakali in smo tam mali punčki napisali na malčko sestrica bom in smo jo poslali gor. In naj se ona ukvarja s temi odzivi. Pa so vsi razumeli. So vsi razumeli, ja. Med nosečnostjo zdaj danes oziroma že vrsto let priporočajo številne prehranske dodatke. Ne? Folna kislina je tista, ki je pač nujna, omega, ne vem kaj še vse. Potem so pa na drugi strani še cravingi oziroma hrepenenje po hrani. Kako se spominjaš tega? A si jedla vse to, kar je treba? Ne. Ali si grešila? Ne poslušati mene, ker jaz sem zelo sla. Po čem si hrepenela? Jaz sem zelo sla. Jaz v prvo sem samo to folno kislino jemala. In drugo, jaz sem jedla vse. Jaz ne kaj sem jedla. Jaz sem jedla, koliko sem jedla? 2 kosili, 2 večeri. Za 2? Kot pravijo, ne grozno. Jaz sem ob 11 pojela prvo kosilo in poldne in pol drugo kosilo. Pač, jaz sem bila grozna, res grozna. In pol tudi ta moja ginekologinja, svaka ji čast, mi je skušala razložiti, ne, ta način. Jaz v prvo nisem, jaz sem imela prav črno sem videla, jaz nisem se mogla zadržati, jaz sem videla črno, sem bila lačna, sem mogla jeti na benzinsko si kupiti Snickers, ker nisem zdržala 15 minut v avtu. Pač tako grozno je bilo, res grozno. Pol v drugo sem se malo umirila, sicer sem tudi ful se hitro zredila, sam pol sem imela pa nek strikten red, kdaj lahko jem, kaj bom jedla. Pač sem planirala naprej, sicer sem še zmeraj ful jedla, sam bi bilo splanirano na nek način. A si se držala? Ja, sem se držala, ja. Ja, zato ker tam pole sem bila dosti bolj
Pokaj sem šla čez to, da bom zdaj vse dobro delala, sem pač res pol se to zadala. Pa nisi imela tega nosečniške sladkorne gestalcijske? Ne, nisem imela tistega. Zanimivo, ne? Ful zanimivo. Hrozno je bilo. Okay. Sem bila kot kit. Ti so rekli, Eva bo prej počela, ko bo rodila. Hrozno. To tako so mi komentirali. Zato, ker jaz sem celo življenje bila suha, ne? In pol ta preobrat, ljudje niso mogli štekati, da sem se toliko zredila, ne? Pač tako je bila pri njih mogoče še večji kontrast, kot pri komukoli drugemu, ne? In jaz nisem slabo to jemala. Pol mi je bilo, ker sem rodila, ker so še zmeraj ustrajali, da zdaj bi morala biti pa že suha. In jaz pa nisem hotela jeti prav, sem zjutraj hodila v neko to vadbo, ma bolj zaradi tega, ker sem se tam družila z drugimi mamicami, pač nisem tela neki ful telovali, nisem bolj klepetala. In vsi so tako pričakovali, da zdaj pa moram ful hitro shujšati. Sam sem rekla, kadar bo, ne vem. Jaz pole sem videla, da v bistvu moje telo je ful, v bistvu rabilo te zaloge, ker pole sem tudi ful dojila, pač jaz sem imela ful mleka in sem res ful rabila to zalogo. In v bistvu v enem letu se mi je počasi tako to skalibriralo, ne vem, kako rečem, in sem rabila v bistvu na nek način. Vse pravijo, 9 mesecev pridobivaš in 9 mesecev potem potrebuješ tudi, da vse to izgubiš, ne smeš prehitro, ne. Spet so se malce utikali, ne, v to. Ja, tako, kakšna bi mogla takoj biti. Pa vem, da takrat v prvo sem ful scrollala po teh družbenih omrežjih in po so bile vse te mamice, ki so delile, veš, kako ti meče stalno te reklame, kako vozičkajo vse lepe, pol ležijo zraven teh dojenčkov vse lepe. Jaz sem bila neko raztegnjeno pižamo, vsa sem bila stalno mokra, duha dojenja, od bruhanja, tam doma sem se smilila sama sebe, ni bilo zelo romantično obdobje, čeprav sem bila ful sreča, da imam dojenčka in to, samo sem pač tudi tako ful prejokala, ful je bilo tako čustveno neuravnovešeno, veš, nisi spal, nekaj sem jokala, pa sem bila že kar ful vesela, pa kar nekrat nisem več mogla niti vstati spostila, pač tako je bilo ful naporno obdobje, v prvo, šele zdaj, kad gledam tako za nazaj, sem si mislila, zakaj nisem takrat bolj vprašala za pomoč, ne. Še sem imela ta občutek, da moram vse sama, da zdaj, jaz sem rodila sama in zdaj bom sama in še na samem smo takrat živeli, nisem imela te ožje, mislim, vse so bili blizu, samo bi morali priti z avtom. In tudi nisem vprašala za pomoč, kolikor bi lahko več vprašala, no. In tudi oni so, mislim, da jaz pač shendlam, nekaj nisem povedala. Tako da sem se sama sebe zaciklala v ta začaran krog. Te je bilo zato, kaj strah druge nosečnosti in spet tega valovanja čustev? Ne, me ni bilo strah, zaradi tega, ker sem se pole pa v bistvu preselila nazaj, smo imeli stanovanje in sem se preselila pod mojo mamo, tako da živimo v isti hiši in tudi sem štekala, da bo zdaj šlo drugače, da bom vprašala bolj za pomoč, že naprej sem se pripravila s Tadejem, kako bo bilo pol, ko prijemo domov, kdaj bo ta mala doma, kako bomo to. Moja mama je pol se tudi vzela dopust, jaz sem prav vprašala, mama, se vzame še ti dopust, tako da je Tadej en mesec šel nazaj v službo, je pol še moja mama bila 3 tedne doma, sem tu ful bolj organizirala, ker sem vedela, kaj me čaka, ne. In tudi se spomnim, Tadej je šel v službo in sem morala en dan ostati sama doma z obemi, ne. In pol tako moja mama je rekla, da ona mora iti nujno v službo, da moram to jaz pohendati. In sem klicala eno mojo prijateljico, ki ima 3 otroke, se rekla, Anja, kaj ne naredim, kaj zdaj, lej, zdaj te malo dej v culo. Je rekla, sed se po tleh in igraj se z Lego kockami. In tu smo delali. Za kosilo smo neke hrenovke na hitro naredila in tu otroka smo imeli bobi, tej culi v nosilki in smo bili tam po tleh in se igrali z Lego kockami cel dan. In tako da pole, me je bolj to prizemljilo, da ni treba neki ful delati, ne, samo da si tam. Pa tudi ni treba, da vse sam narediš, ne, da lahko imaš nek podporni sistem, da ni nič narobe, če vprašaš za pomoč. Ja, ali pa za nasvet tudi, da ti reče, se bo šlo, tudi mene je bilo tega strah, ostati prvič doma z 2, ma ti bo šlo, ale jaz sem tako in tako naredila in je bilo top, ne. Tako da to. Eva, kaj pa skrbi druge nosečnosti v smeri tega, kako bo otrok sprejel novega člana? Kako je že otrok spremljal to rast trebuha? A je razumel, kako to razložiti, kako potem sploh predstaviti tisto štručko, ki v bistvu ne dela nič drugega, ne igra nogometa, ne igra se z barbikami, ampak je samo štručka, ki joče. Zelo je brezvezno, nič ne počne. Nič ne počne, če gledaš z vidika brata, sestrice.
Ja, nismo preveč dati tega ful velikega pritiska na to. Sicer smo rekli, ko rase trebušček, poslušamo utrip, pa pol smo se tudi mi ful, ker menem je to domače, ta igra vlog, smo se ful z dojenčki bolj igrali, ali pa kakšne te knjigice sem v knjižnici dobila od dojenčkov sam. Po eni strani sem vedela, da jaz lahko dvoletniku zdaj to razlagam in govorim, ampak polka bo prišlo sorry, tako je življenje, ne, tisto mora izkusiti, ne, tako da v bistvu sem pričakovala, da bo to malo bolj naporno obdobje že vnaprej. Sem si mislila, da mogoče moramo to dobro pohendlati. Ja, in pol ni bilo tako slabo, no. V bistvu je ful boljši sprejela, ko sem mislila, da bo. Tako čez dan je bilo prav cool, ni bilo nekih teh nekih trm ali pa teh, prav, da bi začela nekaj kričati, ali kot ko sem brala, da je ful polca bolj naporni, ker nimajo pozornosti in tako smo se trudili, da tudi njej namenjamo pozornost in da je čim bolj, so bili pa večeri ful naporni. Zakaj? Večer, zato sem bila jaz utrujena, jaz sem bila tako že prav na koncu, sicer sem cel dan, me je bilo strah tega večera, že vnaprej me je bilo strah. Kako bomo dali zdaj 2 otroka spati, nisem imela te dobre logistike, nobena ni tela spati zvečer. Zvečer smo bili vsi zbujeni do 11. Prva 2 meseca je bilo grozno. Poznamo to. Grozno. In sploh nismo mogli uloviti nekega ritma, ma pole je počasi ratalo. Tako da zvečer smo na tam kričali, pa se kregali. Ja, kakšen trik? Nimam trika. Tlesknemo. Na koncu se je kar ne vem izvodenelo, ali pa, ker smo toliko ponavljali. Ja, ali pač usvojiš neko spolno higieno, rutino. Smo toliko ponavljali, pa se že prej je imela moja ta mala spalno rutino, ne? Samo pokaj je bilo, ona je skakala po postelji, ne, ona ni tela spati. In pole jaz tam neki dojiš, neki se martraš, in pole nekako se je, vsak dan je bilo malo boljše, moj mož zmeraj reče, Eva, tu je samo obdobje, če 14 dni bo drugače. Bo nova faza. Ja, in jaz sem si pol to zmeraj ponavljala, nič ni stalno, zdaj se bo to hitro spreminjalo in po kar nekaj se stvari spremenijo in Eva, ko govoriš o spreminjanju, kako si pa dojemala svoje telo v času nosečnosti? Zdaj sprehajamo tudi na seks v nosečnosti in vse ostalo, ampak kako si gledala na svoje telo? Ne vem, zdaj, ko mene kdo vpraša, kako pa tvoje telo med nosečnostjo in po nosečnosti, meni se zdi zmogljivo. Jaz sem ponosna na svoje telo. Nisem nikoli prej gledala na svoje telo kot na kar vse zmore, ampak kako je videti. Ja. Zdaj pa se zavedam, kaj vse zmore, ne pa toliko, kako je videti. Ja. Nismo več tako, sploh nisi več tako obseden s tem, da zgledaš najboljše oziroma v bistvu so ti druge prioritete verjetno v spredju. Res je. V bistvu pri meni je bila ful velika sprememba. Jaz na unih slikah se skoraj ne prepoznavam, tako, kje je vrat in kje so gležnji, to je vse eno. Od vratu do gležnjev je bilo vse ena velika bunkica. Jaz pogrešam edino joške med nosečnostjo. Vem, da joški so bili ful dori. Zdaj žal sem imela kar malo krizo z mojimi joškami, jih sprejet po 2 dojenjih, so se res ful spremenile in to mi je bilo mogoče najbolj težko sprejeti. Nasplošno pa jaz sem se dobro počutila, tudi te pridobljeni kilogrami, nisem mislila nikoli, da je to konc sveta ali da sem manj seksi. Jaz sem se, ker sem bila noseča, sem se zmeraj tako dobro počutila. Zmeraj sem imela tak občutek, da vse zmorem, da imam ful energije, se sicer nisi mogel niti vstati. Noter v telesu je bilo pa ta nek empowerment, neka moč noter in zmeraj sem se počutila ful, tudi tako privlačno, v redu, ne. Zdaj, kad slike nazaj, se si zdim čudna, ampak takrat sem si počutila, wow, Dora si, ne? Dobra si in kaj vse počne tvoje telo. Ja, Uršula je že omenila, da prehajamo na temo spolnosti v nosečnosti. Ti, Eva, si celo magistrsko delo si zasnovala okoli teme ženskega užitka, vibratorjev in pozitivne seksualnosti. Doštudirala si na sociologiji kulture, na smeri spol in seksualnost. Ampak kako vpliva načrtovanje družine na kakovost spolnosti? Pa če vprašam prav tako zelo direktno, je bilo mehansko, tako kot rečejo, zgolj delala na otroku ali sta pri tem uživala, predvsem uživala? Ko sva zgolj delala na otroku, zelo mehansko, se ni zgodilo nič.
Zdaj. Povem po pravici. Pol pa, ko smo začeli malo bolj uživati, pa ko so jaz to odmislili na ta pritisk, pa smo malo bolj natančno pogledali, kdaj bomo, pa kdaj ne bomo, pa pole... Takrat se mi da se je pol pa res odprlo, ne? Ne vem, kot da polka ni bilo več nekega pritiska, pa stresa, pa se je ful težko govoriti o pritisku in stresu, ker načeloma, kadar seksamo smo sproščeni, ne bi bili sproščeni, ampak kljub temu lahko čutimo nek pritisk. Tako da polka sva res začela uživati, pa se v bistvu fokusirati na najinem odnosu, pa na tej komunikaciji, pa da se po domače imava res fajn, no. Pol se mi je kar steklo, no. Pol sem jaz kar en danes, pa če sem že upravo tako, jaz sem ga višno na noseček, ker toliko lulam, lulala. In pa sem rekla, to je to, zdaj bom naredila test, ne. In pol je kar bilo. Tako da pol na koncu me je še na nek način presenetilo, da sem bila, noseča. Kaj pa potem? Seks med nosečnostjo? The best. A nimaš te ful spolni drive, tako ful višji libido imaš, ne? Saj v mojem primeru, jaz sem bila tako, se zdaj sploh ni konc sveta, zdaj bomo mi to še naprej aktivni, ne? Jaz vem, da sem prvi ginekologinja vprašala, da če se lahko kaj zgodi, če lahko, jaz moja ginekologinja, jaz se pa navadi zmeraj vse vprašam, ker sem bila, ona je tam, da mi odgovori na ta vprašanja in ona najbolj ve, ne? In me je zanimalo, če jaz lahko kakorkoli škodim, kaj je. Ker vedno reče, posvetujte se z vašim ginekologom, če je to v redu in me je zanimalo, kje je moja nosečnost, kje so moje meje v sklopu nosečnosti. In je rekla, da pri mene poteka vse super, tako da jaz lahko in je bilo kar noro. Tako da polk, kad rodiš, kad tako nič, ti je kar ta kontrast za boje moški. Mislim, moški ful pretrpijo, če tako pogledaš, ne? Kar naenkrat prej ful so spolno aktivni, pol niso nič spolno aktivni, prej skrbijo zase, zdaj morajo skrbeti za ženo in za otroka. Tako. Ja, najmanj 6 tednov po porodu, ne? Ja, samo to je ful različno. Po moje 6 tednov je tak nek standard, ki v bistvu ga ne bi smeli popolnoma upoštevati. Moš pač poslušati sebe, kaj si ti misliš, da je prvi. Jaz prvo po 6 tednih nisem bila pripravljena za prvi spolni odnos po nosečnosti. Ampak so mi pisali druge ženske, ki smo pol malo debatirali, da ena je takoj, ko so prišli iz bolnice, da ona je bila pripravljena, da ona se šla, da je bilo top in ona je imela ful spolno željo in kul, tako da sem rekla kul. Pač ful smo si različni, ne? Eva, za nekoga, ki si mogoče težje predstavlja, ne? Ali pa za žensko, ki je zdaj noseča, ne vem, mesec in si težko predstavlja, kako bo imela spolni odnos pri 7 mesecih. Tam je trebuh, mehur, vse ti pritiska. A nam lahko pojasniš, kako si ti gledala na to? A si se sploh ukvarjala s tem, kam zdaj dati trebuh, kako se obrniti, ne vem? Jaz sem gledala predvsem iz vidika, kaj mi ustreza, v kateri poziciji se počutim dobro. Ful je fajn, če si kupeš tisti polšter dolg, veš, kaj imaš za spanje. Kača. Kača, ja, tista kača, črv kača. Ni neka dojilna blazina. Dojilja blazina, ne, ja. Lunica. Ja, tudi. Tudi, ampak tudi ena tak kača, ja, ki si jo daš, ker spiš na boku, ne? Da spiš na boku, da si daš le od spodaj, ne? In tisto lahko ful lepo v bistvu uporabiš kot pripomoček, da se ti čim bolj komot, ne? In ja, ker veliko. Ker na hrbtu je težko ležati, že tako švetno, ne? Pritiska na žile, plod. Težko. Veš, kako je vsako življenjsko obdobje tudi kliče po nekem učenju in mogoče je to obdobje dobro za učenje oralnega spolnega odnosa, ker pač lahko ti ležiš, ne, in si kot nosečnica veliko bolj komot in te moški ali partner oralno zadovoljuje, ne. Recimo, druge prakse se učiš, neke prakse, kjer vidiš, da si ti čim bolj sproščena, ne, da ti ni to zdaj nek stres. Biti na vseh 4, verjetno, ti bi bil stres, ne. Tako da, nekaj, kar ti je čim bolj v bistvu komot, čim bolj, da se upada s tvojim, da poslušaš sebe, v katerem položaju ti je tebi všeč trenutno biti. Pa ti je bilo pri obeh, si imela pri obeh nosečnostih tako visok libido? Ne, ker pol v drugo nisem imela časa. A vajo je hčerka zalotila kdaj? Ne, nikoli. Sam v drugo pol pač imaš toliko obveznosti, da sploh ne veš, da si noseč na nek način. Pač kar dnevi kar letijo in ful si utrujen že od samega sebe, ker si pač utrujen, ker si noseč in pol še moraš skrbeti za, jaz sem imela 2-letnico, kot pohanjavček in gor in dol in nikoli niso bili 2 minuti pri meri
pa zmanjka časa in energije, predvsem energije, no. Eva, ko gledaš za nazaj, prvo nosečnost, ko še nimaš enega otroka in drugo nosečnost, ko že imaš nekoga, ki ga moraš prehraniti, skrbeti za in tako naprej, si imela več časa zase, za razmislek, za pomiritev in kako si potem sprejemala to, o čemer govoriš, ta val čustev tudi negativnih po porodu. Ne? Temu bi danes rekli z lahkoto verjetno poporodna depresija. Ne? Ja. V prvo sem imela več časa, ampak ker jaz sem samo zaposlena, sem se tudi veliko časa posvetila temu, da sem se zakopala v delo in se šele pol na koncu, zadnja 2 meseca si naredila nek 4-urni delovnik, ker sem rekala, zdaj pa reč ne bo šlo, pa jaz sem samo zaposlena in sem iskala v bistvu nekoga, ki bo zamenjal mene v podjetju med tem časom, ko mene ne bo. In mi je bilo to ful velik stres, predstavljalo to, kako bo, zdaj, kaj smo šla, pa to je bilo na nek način, nek projekt, ki sem ga jaz začela in kako bom to jaz zdaj predala nekomu drugemu in bom pač, in je bolj pol celo tudi pol po porodu sem imela to skrb za plače, za to, si dejansko na porodniški, ampak je neka skrb, ko moraš ti, ali bomo šli skozi mesec, ali ne, ali ne vem. Tako da sem ful, ampak ne toliko. Sem pa takrat ful meditirala, pa sem hodila tudi na neko meditacijo, to mi je ful pomagalo. Tudi tam sem jaz sem bila ful taka, se sem povedala, že tako ful, zelo feleg, kako bom jaz to skedla, ni problema, vse imam to. Pa sem na teh meditacijah ugotovila, da pač ful imam nek strah v sebi in kako bom se s tem spopadla. In pol sem začela hoditi na akupunkturo, takrat je bilo v Šempetrški bolnišnici zastonj akupunktura za nosečnice. Je njihova anesteziologinja imela to akupunkturo in jaz imam ful strah bolnic in teh igel in to. In sem se tu pojavila iz tega vidika, da sem bila tam na poporodnem bloku in sem ležala na tistem hodniku, da sem se jaz familizirala s tem prostorom, da me ne bo strah pol krem, ne. In sem pol rekla, da jaz moram narediti tak plan, da bom v bistvu, da bo meni bil všeč, ne. Zdaj so ful moderni tej porodni plani in moj porodni plan je vseboval samo neepiduralne. Jaz nisem želela imeti tega, zato ker me je ful strah bolnic, teh igel in ful me je bilo, če tako pomislim, rata stres, da bi mi mogel dodati iglo v hrbet in tako pač, in je bil to ful velik strah in do poroda je bilo še 2 meseca in jaz nisem imela časa ta strah premagati in sem rekla, ok, jaz bom šla tako, da se bom počutila dobro in varno in da bom tu dala prednost pred karkoli druga. Tako da pole sem naredila nek plan, v katerem sem se jaz videla, dobro počutila s mojimi vsemi strahovi. Sem vzela sabo v porodnišnico tudi strahove. Eva, zelo si aktivna na družabnih omrežjih, ampak ko smo se dogovarjali za pogovor, si dejala, da si se po porodu za nekaj časa umaknila, ker se nisi v redu počutila. Ja, predvsem takrat jaz sem začutila tudi tako, da zdaj ta otrok je najbolj pomemben. V bistvu sem ful prevzela neke vzorce iz moje družine, kako ne bi jaz kot mama delovala. Da jaz zdaj ne bom delala, da jaz zdaj se 24 ur posvečam samo temu otroku, da jaz ne smem deliti teh mojih informacij in sem prav zablokirala in sem v bistvu vse skenslala in sem samo bila mama. In mogoče to je bila tudi zelo slaba odločitev takrat, ker pač izolacija na nek način, ja. Izolacija in tako da pol sem v drugo razmišljala, ok, ti si na prvem mestu in pole je otrok, ne. Tvoje dobro počutje in pole. In še zmeraj se to učim. Prvo moraš biti ti v redu in zdrava in pole. In tudi te vse službene stvari in vse, kar zame zmeraj tako gledam z perspektive, bom jaz zadovoljna, bojo tudi moji otroci ponosni, če to vzamem, bo to dobro vplivalo na družino, ampak zmeraj je prvo, bom jaz to lahko naredila, bom jaz to speljala, bo to meni prineslo neko kvaliteto v moje življenje. Ves čas omenjaš pomembnost socialne mreže, ki ti je očitno umanjkala po prvem porodu. Kako zdaj gledaš na to socialno mrežo, ki se je vzpostavila recimo na družbenih omrežjih in kdo je tvoja mama, v kateri greš? Naprimer, jaz grem k Maji, pa grem k svoji sestrični, ki je tudi mama. Skratka, imam krog prijateljic, s katerimi se lahko pogovarjam o vseh teh stiskah. Ne? Spomnim se recimo svoje nosečnosti, ko sem v nekem trenutku me je bilo strah, pa so mi povedale, tudi to je v redu, tudi mene je bilo,
otrok mora dobiti že takrat plod, pravzaprav spektr tvojih čustev. Vse tudi, ko se bo rodil, bo tudi sam izkusil, kdaj je stres, pa strah, pa mamino nevoljo. Vse to je vse normalno. Vse 9 mesecev ne moreš biti srečka nosečka vsak dan, ker ne moreš tega pričakovati. To je še večji pritisk. Tako. Ja. Kdo je tebi stal ob strani in kako se zdaj ti mrežiš, iščeš tiste mame, ki so tvoje mame? Ja, jaz imam mojo mamo. Moja mama mi je ful pomagala, tudi se je ful izboljšal najin odnos, smo se vsak dan slišale, ona je vsak dan me poklicala in tako smo bile na vezi. Še vedno nisem se čutila, da bi rekla, ja, pridi, ne, zdaj nujno bi rabila, da vzameš mi otroka 1 uro, da se grem stuširati ali pa na WC. Tako ne. Tako da pol drugo se je to ful bolj spremenilo, sem znala tu skomunicirati. In če ne moje prijateljice, sicer pol v drugo smo bile istočasno, jaz imam 4 prijateljice, istočasno smo bile vse 4 noseče. In tako, ko sem imela jaz malo slabe novice, je bilo tako, kaj zdaj pokličem, ker so one tudi noseče in bojo zdaj tudi one imele to slabo novico, pa so noseče in nočem tu za njih. Tako da sem postopno vsaki malo povedala, eni sem počakala, da prijez dopusta domov in sem rekla, ja, veš, da je to in to, ma sej lahko, da bo v redu, lahko. Tako da sem pol malo tako videla, komu lahko takoj povem, komu malo jih počakam in povem kasneje, da ne vplivam, ker pač ljudje smo v različnih teh stanjih, ne, mogoče niso vsi za poslušati kakšne take zgodbe. Tako da ja, jaz ful imam ta osk krog prijateljic, pa moja patronažna je tudi v bistvu od mojega bratranca žena je hodila k meni in smo se ful dobro razumeli, ker pač smo žlahta in sem pol tudi njo ful. In tudi jaz moji ginekologinji jo skušam vedno, ko sem šla tja, čim več stvari vprašati. Jaz sem si res naredila seznam, vem, da v drugo je bilo tako, jaz sem jim povedala, jaz v prvo sploh nisem mogla imeti rednih in dobrih spolnih odnosov, a to je normalno, da nisem jaz mogla, ali kdaj jaz lahko sem spolno aktivna, pač povejte mi, kako deluje to telo in ona se je pol res vzela čas in mi razložila, ne, pač po porodu tvoje telo biološko deluje tako, da se želi zaščititi pred novo nosečnostjo, ja, in zato v bistvu se ne navlažiš, ker gre vse v mleko in nimaš tega spolnega nagona, ja, ker v bistvu se češ zaščititi pred ponovno nosečnostjo, ne, tisto prvo leto. Da najprej prehraniš otroka, ki ga imaš, ne? Ja, na ta način. In tako da jaz pol, ja. Kdaj si spet dobila ta libido, oziroma kdaj se ti je spet? Po 1 letu. Jaz prečem tam, ponavadi, kadar nehaš dojiti, je najboljši. A zdaj veš zakaj, kadar nehaš dojiti? Zato, ker joške so ful pomembne v spolnem odnosu, ne? Zdaj da vas bom vprašala, ampak drage poslušalke, kadar ste dojile, a ste imeli željo, da vas se moški dotika po joškah ali ne? In če je odgovor ne, pol ni še pravi čas, ne? Ker ne moreš seksati samo z enim določenim delom roke, ne? Ja, pač tako. Pa tudi to bližino mogoče celo nadomešča z otrokom. Intimo in oksitocin dobivaš od otroka, ki se sam mleko, ne. Sej človek, mislim, žensko telo narejeno na ta način. Kad cel čas imaš nedrček gor, da ti slučajno ne začne kar puščati. Ful je v bistvu tako, tvoje telo ni več seksualne namene, ne. Je v bistvu preživetvene, ja, in ga vidiš na drugačen način, ne. In je to preklopiti, to je ful težko. Tako da v bistvu najboljši pole je, kadar nehaš dojiti. Takrat si jaz najbolj sproščen, sej že prej začneš itak, ne. Sej spolnost je na nek način ful prilagodljiva, je plastična. Ti lahko res imaš spolne odnose na milijon načinov in lahko res, ne vem, uporabljaš samo prste ali pa samo komolce. Zdaj uporabljam take res erogene cone, ki so res specifične. Ampak vam želim povedati, da ni nekaj, kar je nek scenarij, ki ga vedno delamo, ne, se ta scenarij vedno lahko prilagaja trenutni situaciji in potrebam tvojega partnerja, ne. Tako da je možna tudi spolnost preden, ko nisi še prav 100% pripravljen, ampak vseeno malo bi, ne, kar nam je všeč, pa tudi v partnerski zvezi vemo, da je to neke vrste bližina, neke vrste intima, neke vrste komunikacija med partnerjeva, ki je tudi potrebna za dober odnos, ne. Ja. Za konec še počutje partnerja med nosečnostjo in ali ima občutek nemoči, ker ni nosilec ploda, ker v resnici je njegova funkcija takrat pri nosečnosti pa res, da skoraj da nična.
razen te čustvene opore, pomoči, ne vem, da prevzame kakšno gospodinsko opravilo. Ostane blizu ali se bolj umika v svoj svet? Tadej je bil kar aktiven, moj partner je bil kar aktiven. On je celo hodil na to šolo za starše. Jaz sem špricala šolo za starše, ampak tadej pa je hodil. In ful pomembna lekcija, ko je on prinesel domov, je rekel, Eva, ne smeš jahati konjev. Da ne bi začela, ne? Ja, da ne bi slučajno, zdaj ni čas za jahati konje. Se reka, hvala tadej, kaj pa je bilo od dojenja? Ma ja, od dojenja so neki tam povedali, ja, sej boš videla pol, ne? Boš že pogooglala. Ja, v bistvu, jaz sem se res takrat preveč zakopala v delo in niti, po eni strani je bilo fajn, ker je pač on tudi hodil na te stvari, na šolo za starše, pa mi bolj povedal. Jaz se sploh nisem imela šole za starše, ker je bil pa res ta prvi val covida, ko sem bila noseča in takrat je bilo, če je bilo vse nadaljavo. Ja, sej no. Imaš pa šolo za starše? Imam. Ja, vidiš. Nov podcast. Hvala, šla jahati konjev. Pa ne bi šla tudi nenoseča. Ja, nič. Hvala, Eva, da si bila najna prva gostja. Debata gre naprej. Gre zdaj na Instagram, na naš nov profil Šala za starše. Sala za starše. Skupaj napisano. Okay, cool. Vse z malo. Naročite se med podcasti, sledite nam, pišite, sprašujte, komentirajte, predlagajte. Dajte pa. Pa.